Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru v projektu Teniško aktivni bomo aktualni, bolj praktično ne bi mogli biti. Doletela me je namreč čas, da razglasim naslednjo novico. 6. selektor slovenske teniške reprezentance je postal Grega Žemlja. In Grega je zdaj z nami. Grega, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem skupaj. Selektor ste torej postali pri 34 letih. Kako to, da ste se odločili za to funkcijo? V bistvu jaz v tenisu sem se takoj po končani nekako profesionalni karieri takoj v bistvu posvetil trenerski in nekako vedno želel ostati oziroma biti del slovenskega tenisa in probati na kakršenkoli način pomagati igralcev oziroma cel tenis nekako probati biti del tega, da ga vodim oziroma da se stvari začnejo oziroma se vodijo v pravo smer, tako da tole je ena priložnost oziroma en izziv, ki se ga pač zelo veselim in upam, da slovenski tenis, da bo del mednarodne teniške scene. Ja, omenili ste prava smer. Kaj bo morda vaša prednost v primerjavi s predhodniki? Nihče ni imel takšnih igralskih izkušenj in tudi uspehov. V Davisovom pokalu ste igrali rekordnih 13 let, odigrali 64 dvobojev. Mislim, v bistvu to, kar ste rekli, je verjetno ena prednost, da sem bil res dolg časa del Davis Cup zgodbe in da marsikatere procese znotraj tega poznam iz znanja, ki sem ga pridobil v tem času. Lahko črpam nekaj iz igralske kariere, nekaj iz trenerske, nekaj, kar so mi, drugi ljudje dali. Pač se zavedam, katere zadeve so bile dobre, na katerih je treba mogoče vse skupaj malo nagraditi, kaj izboljšati, tako da verjamem, da lahko v naslednjem nekem obdobju, da lahko vse skupaj, da se lahko spravi v neko smiselno celoto in zadeva pač funkcionira na en zelo dober način. Ja, omenjate torej prihodnost. Kakšni so morda sploh cilji? So oprijemljivi? Dolgoletna želja je namreč Slovenije, da bi prišla v tisto najvišjo svetovno skupino. Je to realno za to generacijo? Če povzamem generacijo, zaenkrat imamo kakor nek skupek izkušenj pa mladosti. Če se lahko tako izrazim, glede na to, da imamo pač igralce, ki so v bistvu zelo blizu oziroma zelo nekako blizu skupaj en drugega, so zelo profesionalni, že poznajo vse skupaj, grejo v bistvu že proti tistemu nekako drugemu delu svojih teniških poti. Medtem ko imamo na drugi strani neko mlado generacijo, ki mislim, da vse bolj prodira nekako proti tej mednarodni sceni oziroma proti nekemu solidnem vrhu. Tako da mislim, da če se vse to skupaj nekako poveže, da lahko ustvarimo eno zelo solidno ekipo, tako da zdaj, če mogoče za vse cilje, pa zato je mogoče zaenkrat malo prezgodaj govoriti, na to, da sploh ne vemo, a se bojo dvoboji v letu 2021 sploh odvijali. Tako da, ampak ja, definitivno verjetno dolgoročen cilj bi pa bil svetovna skupina. Kakšni bodo vaši nadaljnji koraki? Se pogovorili morda z Aljažem Bedenetom, Blažem Kavčičem, Blažo Rolo, ki jih seveda dobro poznate in redno srečujete, pa vseeno zdaj ste v drugi funkciji. Bodo vsi trije igrali? Verjetno je še malo prezgodaj o tem govoriti, glede na to, da je v bistvu to, ne vem, če govoriva o aktualnosti, da je to verjetno moja prva minuta biti selektor, tako da težko sem v tem trenutku res toliko konkreten, ampak definitivno lahko povem, da sem z vsemi
tremi v nekih solidnih odnosih, da načeloma sem jaz tudi že v preteklosti, no, in tudi za temi določenimi akcijami probo čim več povezovati vse slovenske teniške igralce, tako da ja, sigurno bo to del procesa oziroma mogoče kratkoročni plani, da z vsemi opravim določene razgovore, ampak ja, najprej definitivno se v bistvu najprej dogovoriti o smernicah, o v bistvu nalogah selektorja, o vsem tem, in to bo verjetno tista prva zadeva, kjer se bodo točno določali smeri in pa ne vem, projekte v naslednjih ne vem, parih mesecih, ki prihajajo. Torej, če se bo slišala čez mesec dni, bo že več znanega, kaj ne? Kdaj pa boste morda prvič zbrali reprezentanco? Lani se je zbrala dvakrat. Ja, jaz si definitivno želim, da bi se to zgodilo večkrat, oziroma takrat, ko bi da bi to mogoče trajalo kakšen dan več, da bi bilo tudi igralcev prisotnih več in s tem nekako se povečal tisti nek kolektivni duh in pa tudi konkurenčnost. Tako da ja, zaenkrat nismo še govorili o točnih datumih, ampak to je definitivno ena izmed mojih želja, da se priprave nekako pogosteje začnemo v bistvu jih udeleževati in prirejati, tako da upam, da bo to sploh zdaj v tem času, ko je večina igralcev doma oziroma nekako v teh slovenskih krogih, je to ena super spet priložnost, da se čim več povezujemo in skupaj enostavno igralci trenirajo, tako da ja, sigurno bo to upam, da čim prej določeno in storjeno. Ja. Hvala lepa, Grega Žemlja, in srečno torej v letu 2021. Ok, hvala, živjo.